The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja, sej sem pa zajtrk jedla ob 10. Je kamera pri meni pa v redu? Upam, da se to snemali, to bo govrovno. No, ker užitek je z banano. Ki je že dolgo klačen, še ka banano je dobro zgleda. A dela zdaj mikrofoni? Evo, dobrodošli nazaj, nova epizoda Approved Cycling oziroma kolesarskega človeka. Danes je z mano spet Petra, ki me ima že na tapeti. Danes je tako, kako ti bom rekel, kot piškotek. Bo kar zabavno. Za današnji podcast, poleg Velobara, smo dobili še sponzorja Jim Beam, ki bomo imeli eno nagradno igro, tako da spremljite. Bojo pa podarili en elektrolit, kaj je to, box? Napitek. Energy bare, pa gainer, ki je fajn za tiste, ki se res dosti vozite takoj po turi vzeti. Sploh, če vam grejo mogoče malo na jetra gumi bomboni, tako, ki grejo že meni. Pa še začel nisem dober kolesar, tako da evo. To je to. Danes se bomo pogovarjala s Petro Milan-San Remo, pol pa vse stvari, ki jih lahko popravimo na kolesu, se pravi od bike fittinga do različnih nastavitev kolesa, mogoče tudi opreme, ki je gor, vse, kako se lahko zboljša in počutje in potem aerodinamičnost. Skratka, o tem bova danes govorila, tako da a imava še kaj mogoče v Pariz, Nici pa Tirreno Adriatiku zapovedati ali tam ne bo kaj preveč. Dobro, lahko edin povejo, da so bili kar revčki glede na vreme, kakršen so imeli. Tako da mislim, da to so lahko tudi vsi spremljali, da je bila taka težka, obe dve sta bile težke, no tukaj Parisnica pa sploh, ampak Parisnica se mi zdi, da ima vedno vsak let je ta problem, sploh kle čez Alpe, čez pride v Nico. Je pa res, da zadnji dan so imeli pa fenomenalen, tako res luksus. Še vozili so se po teh cestah, ki smo se mi lani, tako da mi je bilo znano. Kle, v bistvu so ta del enega tega kronometra tudi vozila, ne, in pač ja, je bila pol lep ti zadnji dan. Tudi se mi zdi, da te zmagovalci generalni niso bili neko hudo presenečenje vsega skup. Razen Vingegaard. Dober, Vingegaard je nažalost odstopil, mogoče je pač, mislim tukaj, da je bilo bolj tudi malo še ni bil pripravljen, pa mislim, da je tudi bolj tako, no, vse skupaj. Tako da, čeprav, ja, bomo videli, kaj bo naprej. Sej nikjer ne piše, lahko bo imel pa mogoče pač tako sezono, da mu ne bo glih najbolj pasal. Mogoče bo Jorgenson celo ratu njihov paradni konj, definitivno bo šli z obema pa na tur, kot verjetno z dvema kapetanoma, če bo takole Vingegaard nadaljeval pa Jorgenson. Če boste nadaljevala s takimi rezultati, Jorgenson s tako dobrimi, pa Vingegaard mogoče z malo slabšimi za njega, bo sigurno Jorgenson še zraven. Jaz mislim, da bojo štartali mogoče tako, da bojo govorili, ampak da znotraj ekipe se bo pa zelo hitro videl, da ja, kdo je Vingegaard ta glaven, je pa to mogoče res čuden letos Kalan, je on že na dirkah, kjer ki so bile pripravljalne, tako kot to, ne? Je kar suvereno zmagoval, ne? Ja, jih je kar vse stat pelo, kar dober. Je pa res, da letos ima drugačne dirke in se bolj pripravlja za drug del sezone, ne pa toliko za prvi. Se pravi, Tour de France je v bistvu ali pa kriterij Dauphiné bo po moje prva, ne vem, mislim, da gre na Dauphiné gre, ja. Pol je pa Tour, pol se pa začne se pravi od svetovnega do se pravi Vuelte, se pravi drug del sezone bo imel mogoče se bo pa zelo za naporen, svetovnega ful pripravljal, se ne vemo, kaj čisto točno. Tirreno Adriatico, meni je fajn gledati Milana, ker je tako, model je res
tam, ko začneš printati, se mi zdi, da se kar cesta upogiba. Ja, trese se tudi te v glava takrat, ko jaz nekaj gledam, ker mislim, dej. Res je norc. Tako da to, kaj drugega, pa niti, ne vem, pri terenu, ne vem, da bi bilo kaj tazga zapovedati. Ne, pri terenu mislim, da sploh ni bilo, ampak... Tale zmaguje... Almeida, Ayuso. Ayuso, ja. Ayuso. Malo mi je bilo čuden, ko so ga toliko pevali, v bistvu pa na klanc ta zadnji zmagal za unih 20 sekund. Še to ne vem, če je bilo na koncu. Pa se to je Tirreno Adriatico, klasika, vedno ima en klanc. Jaz se je dovolj je bilo, da je rabu to, vse rabu ni več. Sam ne, tako hočem reči, da je šel kar orang na polno, pa sta bila Hindley pa Pitcock kar bliz njega. Tako da pač pričakoval sem mogoče, da jih bo tam, ko se je odcepil, da jim bo dal več, ampak na koncu ga je že kar orang zmanjkvalno. Ja, mislim, da meni je bilo kar po pričakovanjih, tudi mogoče so tudi kukor so Pitcocka recimo upevali, mogoče celo on, malo me pa presenetil, da ni bil še bližji mu, končno, ker letos se tudi Pitcock kar spreman deluje. Tudi za klance in za vse, tako da se mu tudi pozna po postavi, da ima veliko bolj izklesano in... To ti bolj spremljaš. Ja, no. Tudi tvojo postavo spremljam. Moja postava je fenomenalna, sam še na kolo se moram spraviti. Ja, ta ti je zdaj rekel prav noro, mislim, od spodaj imaš noge, ampak zgor si pa piškotek. Oh my god, piškotek si vzgori. In to je moški, mu je rekel, da je vzgori piškotek. Ja, lej. To ni niti še blizu unga piškotka nikal čez 1, 2, 3 mesece, ampak ja, bomo videli. Dej, gremo mi kar naprej na Milan San Remo. Jaz sem dal tole, kaj je to, vprašalnik. Smo dali na Instagram in je kar logično, večina je Pogačar. Pol po moje, če bi dal Pagano, je isto, Gana se je zelo dober pelil, ne? Zdaj na Tirrenu. Pol je pa Van der Poel, pa Mohorič, te so rečemo top 4 odgovori od vseh. Mislim, da edini, ki ga nismo dali v vprašalnik, je edino tale Milan, ki sploh nisem vedel, da gre na Milan San Remo in gre, ne. Sam pismo tam gor, pa kar ne vidim ga, da bo toliko močen, da bo prišel s ta prvimi. Ne, jaz mislim, da saj zdaj sicer se govori kar o nekih 2 taktikah, ne, neki napovedujejo neke predčasne napade, nekih 100 km že pred koncem baje, ampak ne vem sicer, kako naj bi to čisto gledali, pa kje sem šel tudi to traso gledati, ker dejansko ravna, sploh ne vem, kje najdeš 290 km to ravne trase, ne. Ja, en klanc je glih 100 km se zaključi, ne, do konca, ta najbolj zahteven. Ja, sam to vse skup, ne vem, no. Mislim, če bi jim to ratali, ja, bi bil mali čudež. Ponovadi je bilo tako, kar so pri Pogačarju smo navajeni, da kar je napovedoval, to se je zgodilo, ne, sicer to ni napovedoval Pogačar, to mislim, da bolj tako neki UAE napoveduje, nisem zasledil, da bi Pogačar, je pa res, da mu vsi ti svetujejo, vsi strokovnjaki, ki poslušaš podcaste, da ne tega ne naredijo, a ne, da najboljša taktika bi bila s tem, ko so Milani plan, pa da se ga uresniči in da pride čim večjih UAE čez klanc, čim hitrejš nažgejo do konca in potem Pogačarje odvlečajo do konca, ne. In tukaj mislim, da če bi šli v tako taktiko, pol Milan tukaj ne bi mogel zraven prideti čez tak klanc s takim tempom, bi pa definitivno lahko prišel Van der Poel pa tudi Mohorič, jasno. Zdaj sicer ne vem, kako je kaj z Matejem, ker bil baje neki bolan in neke viroze ali neke zadeve. Mislim, da greva, da nova šla čez cel Milan San Remo. Mogoče najbolj, da pustimo, pa da gledamo. Bi pa jaz samo to, ko smo pri Milan San Remo, v tem danes bi povabila, ko ste klele zdaj, ko poslušate, pridite v soboto, lahko gledati k nam v lokal z nami, vem, da lahko gledate tudi doma, ampak na big screenu, midva bova tukaj gledala, bova sigurno klepa, magarče sama dva sediva v lokalu, ker nam je tudi kle skoraj doma, kap doma sedela v dnevni sobi, tako da bova kle gledala in
vabljeni, pridite, tudi mi bomo žrebali kakšno nagrado za tiste, ki boste prišli z nama gledati, tako da vabljeni v soboto, da skupaj pogledamo tale Milano Sanremo. Ok, mogoče zdaj najbolj že kar gremo na nagradno igro. Se pravi, 3 boste žrebani oziroma zbrani. Napište v komentarje, kdo mislite, da bo zmagal, in tudi če ne bo nobeno gotovo, kdo bo zmagal, bomo pa pač random zbrali, se pravi naključno zbrali 3, ki boste dubali, en bo dobil 3 gain, en bo dobil elektrolite, en bo dobil pa box energy barov, tako da če bo pa več ljudi ugotovili, kdo bo zmagal, se pravi do sobote, bomo pa pač med tistimi žrebali, ki boste ugotovili, kdo je zmagovalec. Če pa meni ne bo gotovo, bomo pa med vsemi žrebali, se pravi 3 nagrade, pa vam bojo z Jimbima poslali. Tako da evo, to je to, kar se tiče nagradne igre. Ne, jaz sem te prej prekinul, bi so bolj zaradi tega, da greva najprej taktiko čez, pa greva pa še vse ostalo o Milan Sanremo. Ker to, ne vem, to mi je edina derka, mogoče zato, ker je prva ta klasika v sezoni, ne, da je toliko nepredvidljiva, da in pač logično, vsi upevajo, kaj bo Pogačar naredil, pa UAE, ne. Ampak taktika je tako, to, kar sem isto poslušal zdaj polhanih teh mojstrov na YouTubu, pa pol kar prekinem, kdaj zelo hiter, sploh pri kakšnih Američanih, pa polhanje še Angležov, ki so mi, ne vem, za poslušati. Okay, ja, jaz to malo bolj samo hiter. Se pravi, poslušal sem pa danes zjutraj od Matthewsa, je bil nek podcast, oziroma ki so ga novinarji spraševali, in je rekel, da to, kar on pričakuje, da bojo naredili, je, da bojo naredili derko zelo naporno, že pač čim prej. Zdaj, imaš enkrat taktik... To on pričakuje od koga? Od UAE? Ja. To pa... je rekel, da tudi zanimiva taktika je, da praktično do te zadnjega vzpona, da nič posebnega ne naredijo in pa sam na zadnji vzpon pritegnejo z vsemi, ki jih imajo spredi. Zato, ker en let, kdo že rekel, da je zmagal, da je Ala Filipa, kdo da je dubu, so glih to taktiko ubrali. Da je bilo na Čipresu, je bilo že... Tako, pač čist, da je bil čist lahek tempo, pa na podžjo, da so pa, na polno. Ka mene, tako, če gledam, kaj sem pogledal 2023, 2024, pač komplet, mislim, zadnjih kilometre, to, kar sem najdel na YouTubu, in se mi zdi, da najtežji je za UAE. To je po moje ena izmed redkih točk, da dam Chrisu Hornerju prav, kaj je glih povedal na njegovem podcastu, da Del Toro je lan zafrknil, zato ker se ni znal postaviti. Ja. Zato ker vsi hoče biti spredi na ta zadnji vzpon. In če se ne znaš postaviti, in je tukaj pač ta težava. Ja, to smo takrat vsi videli, se smo takoj že komentatorja sta v bistvu že takrat že na Eurošportu komentirala isto in tudi to smo sami videli, da se je takrat tako zgodilo, sej to ni nobena bila skrivnost. Ja. Tako da, po moje, če se UAE, če bojo isto šli kalan, se pravi na Čipreso na polno, pa pol še da vsaj 2 spredi na podžjo pred Pogačarjem, da jim bo ratal se pravi že pod klancem biti spredi, pa da jim to uspe, jaz mislim, da imajo veliko šanso. Seveda, tudi ta dirka je v bistvu klasika z znano traso, naštudirano v detajle, tudi športni direktorji jo poznajo v detajle, točno vejo, kaj se da in kaj se ne da. In seveda se da, ne more vedno zmagati sam, da so, ne vem, šprinter ali pa ne vem, kakorkoli. In lani so bili sigurno na dobri poti v UAE in pač, ja, tukaj jaz mislim, da ni nemogoče, da bi to zdaj Pogačar zmagal, ko so mogoče še 2-3 leta nazaj lahko govorili, da je to nemogoče, ampak treba je speljati načrtu do 100% v detajle, točno v nulo ga narediti in potem mislim, da imajo oni že naštudiran koliko pa kaj. Tudi sami vemo, da so zdaj vsi ti vati, ki se točno vejo, vse se pozna, točno ve, koliko kdo časa lahko drži in mislim, da če vejo, koliko Pogačar lahko drži, koliko Van der Poel lahko drži, koliko nekdo drug točno vejo, koliko morajo nažgati, da nekdo odpade. In se bo naredila ta selekcija in mislim, da bojo prišli. Zato pa tako, kot sva rekla, ne bojo prišli čez res tisti tudi, ki lahko tudi klanc držijo, ne pa
tisti malo bolj konkretni šprinterji. Mislim, da če bo to UAE speljal tako, kot je treba, jih sploh ne bo zraven. Mislim, tukaj meni pri Pogačarju edino, kar me skrbi, ker zdaj, ko sem gledal za nazaj, ne, si mi zdi, da so čisto vsi, ki imajo še možnost za zmago, da se čisto vsi bolj spuščajo kakor on. In ne vidim ga sam, kako bi on dobil toliko fore, da bo do konc spusta prišel pred ostalimi, se pravi na ravnino. In tukaj je mogoče uno, kar me najbolj... On bi rabil imeti enega tako kot je Pitcock ali pa Mohoric spredi, da bi mu sam sledil, ker če bo on spredi, sem skoraj ziher, da vsi šprinterji se spuščajo boljš kakor on. In ni variante, da bi, mislim, saj jaz... Ne, to je res, kar se tiče teh klasičnih spustov, pač na samem asfaltu, a ne, če gledamo, tam on pač zgublja, ne Svetlani, a ne, se je mogel kar fajn še pol preboriti, kar mečkam se mu videl, da je kar malo začel zaostajati, a ne. Na spustu je začel on zgubljati in zdaj mogoče, ne vem, so tudi kaj na temu delali, ne vem, bomo videli. Je pa res, da je on na spustih, ko pa gre za težke pa za zahtevne spuste, pa ni slab, ne. Ta spust pa ni zahteven, pa težek, tako v tehničnem smislu in zato jasno, mislim, ni toliko spet, če bi gledal kakšne res težke, ne vem, pa da imaš vmes zožano pa slabo cesto, pa z luknami, pa z vsem tem, mislim, da tam Pogačar zelo dobro skozi pride, boljš, ker se zna na kolesu držati čist drugače. Ko so pa te spusti, tukaj je asfalt krasen, gre dol, leti, tam pa mislim, da njemu pol malo zmanjka. Mislim, se pravi, kle ne vidim mogoče to, kako bi on dobil, se pravi, govoriva 10 sekund vsaj, ali pa, ja, 10 sekund mora imeti. Ampak se mora dobiti še kdo z njemu, itak ne more sam. Sej, ja vem, samo Mohorič je na spustu šel, ne, pa je imel dodol glih enih 8 sekund, pa je pol prišel do cilja med prvimi, ker za Pogačarja pa, lej, pustimo se presenetati, ampak med temi... Se pravim, oni imajo taktiko narejeno in če bojo, jaz sem prepričana, če bojo 100% zadevo speljali tako, kot so si jo zadali, pa kakor so jo naštudirali, jaz mislim, da tukaj lahko oni to pač zmagajo, da sploh potem res nekako drugi kot ekipa niso tako močni, a ne. Je pa vse odvisen. Mi je pa zanimivo, no, zdaj, ko so bile glih tale Tirreno Adriatico pa Pariz-Nica, se je prav dobro videl, kdo se pripravlja, v bistvu, kdo je dirko te dve vzel bolj kot pripravo za Milan-San Remo, ne. Ker čisto vsi te, ki so še v ožjem krogu favoritov, ne, praktično vse te, ki sem dodal z izjemo Milana, so šli tja samo za tega, da se razturajo do amena in da vidijo pač, koliko so dobro pripravljeni, ne, ker rečemo Van der Poel je delal neke skoke, Pedersen je isto leto 300 na uro, edinga, ki se ga jaz letos ne spomnim, pa mogoče ti kaj veš, je bil Matthews. Ja, ne, se sem delih hodila vprašati, kje sploh je Matthews. Ja, ne vem. Ker sem videla, da si ga dal, pa sem ti hotel reči, jaz ga sploh letos njega nisem nikjer porajtala. Sam je pa Milan-San Remo je tako specifično, veš, kaj je tako dolg, ne, da so kolesarji, ki imajo v nogah pač kilometrino, bojo vsakič prišel v top 10. In Matthews je zdaj bil že ne vem kolikrat, drugi, tretji in jaz mislim, da enkrat Kalan je pač mu je zelo malo svalil, ne. Ja, sigurno. In mislim, da tudi letos bo... Jaz sem tudi o njemu zanč tudi razmišljala, kje sploh je on letos in jaz se ga sploh ne spomnim z nobene dirke letos. Ja, jaz tudi ne. Ampak Milan-San Remo mislim, da bo v ta najboljš, saj tako, kar sem jaz poslušal to danes zjutraj, je kar pripravljen in vsi približen vejo. Mogoče je še najbolj nevaren glik zato, ker ga nismo nič videli. Ja, mislim, vse so vsi te, čisto vse, ki sem dal gor, jaz med temi, koliko jih je, 9 kolesarji, da bi mi zdajle en rekel, kjer ga bi zbral, pa pismo, ne bi mogel tako reči, da mogoče Pogačar, pač vsi hočemo, da zmaga.
Pač tako res. Seveda se jaz tudi pol sveta hoče, jaz vedno pravim, vedno navijam za naše. Tudi klele, ko gledam, da je pri nas v lokalu, ko so stavci pa stavijo, pa ko stav, ne vem, igra Slovenija ali pa nek slovenski klub, pa on stav proti ali pa neki, ne vem, kva meni tudi nikakor ni jasna, ne, pač zato, ker ve, da že itak bojo zgubili, pa je tam kvota tako dobra, ampak mislim, halo, jaz to sploh ne bi stavila, jaz ne moram staviti proti svojim, ne, pač pol ne stavim, ne, na tist, ampak ja, tukaj so pač druge stvari v zadnji, tako da... Jaz bi pač jasno zdaj stavila na Pogačarja, če bi mogla nujno staviti vse in bi kar pa je, kar pa bo. Pustimo se presenetiti in dajmo gledati to v soboto. Tako da evo, zapišite v komentarje, da se sodelujete v nagradni igri. Upam, da tele nagrade so fenomenalne, tako da verjamem, da vam bojo všeč. Več o teli prehrani bom pa jaz povedal v naslednjem vlogu, čisto, da boste vedeli, kaj tudi jaz jemljem, kaj ne. Ja, tako da to je to. Zdaj pa greja mi, da s Petro še čez... On v glavnem veliki je. Ja, to pa... Pa ne sam te hrane. Ne moreš podpirati toliko velike vreče brez hrane, ampak lej. No, boš pa povedal, kako tole funkcionira, če je dober. Ne, jaz sem to že, itak sem že jedel, kaj je imela, moja draga je imela lani že te elektrolite in so mi bili top. Kar se tiče kreatin, imam isto njihov in mi super. Proteine dajem bolj v smutije, ki si jih delam. Tako da meni so v bistvu vse stvari, ki so kle, so mi edin. Tega le sicer še nisem probal True Gain, ampak ga bom zdaj začel jesti, ker je za po furi. Ja, sem to ti res svetujem, da jemljaš po težjih furah, ne po zdaj vsakem, ker res tam, kjer je težji, pa da še malo dodaš še kakšen hidrat mogoče zraven, ker ponavadi imajo teli... Če bom borovnice pa banano, pa blender pa... No, sej, pravim, da še banana, ja, je tukaj že malo hidrata, sta še stvar, ker ponovadi imajo teli gainerji, pa te še malo premalo hidratov, pa mogoče malo preveč beljakovin, tako da si malo skombiniri, no. 2 proti 1. Se pravi, 2 hidratov, 1 beljakovin. Ja. Tako da, lej, bomo videli, jaz sam vem, da moram neki drugega kukar pa... Ja, sej jaz imam te šejke, no, imam pač kot recovery varianta, ampak ga res po furi, kaj ne vem, 4 ure, a ne, teh res dolgotrajnih, ampak takrat še vedno zraven pojem še vse pest gumijastih bombonov plus recimo en tak recovery. Zato, ti si že prišla do une zaželjene teže, ne? Ja, pa zato pa tudi zmanjšuješ, da ni preveč beljakovin, ne? Da se ne preteraš z beljakovinom. Ne, to se skoraj nemogoče pri meni, da bi se, ker moram, ja, pusva, da danes ne bo o tem. No, ajde. Gremo naprej. Greja zdaj naprej. Se pravi, ena stranka, en gospod, kar redno komentira pod našimi videi in je zelo dober, nam rekel, da me je popravil, nekaj sva imela glede na to, jaz sem omenil, da so novodobna kolesa dosti hitrejša od 10-15 let starih kolesa, ne. On je pa rekel, da to ne drži in je poslal pač nek video, kjer je imel, mislim, da je bil Faktor ta nov, z ful široko balanco, pa tak položaj na kolesu, ki ga kolesar, kaj testiral, ni bil navajen, pa je bil pa, mislim, da od tega kolesarja en zelo star Specialized Venge, ki je bil pa z ultra ozko balanco, direkt za tega kolesarja narejen, pa še rim zavore imel in je pač ta kolesar testiral, nek krog, z istimi vati, je bil vsakič hitrejši z ta starim kolesom v primerjavi s tem ta novim. In kar se je kle pač sam dosegel, ni bilo zdaj to, da je ta star kolo hitrejši od ta novega, ampak se je dosegel to, da je bil položaj, se pravi, je dosti bolj pomemben, kakor pa imaš ti aerokolo ali pa imaš, ne vem, nek mesten kolo. Se pravi, hočem povedati, če si ti tako na kolesu gor, da vse zajamaš, ti bo dosti težji kolesarta, ne, kakor pa če si res v nekmu... Ja, to definitivno, pač tukaj je to primer na enemu človeku, v bistvu primer položaja, ne, ampak sama kolesa danes, pa vseeno jaz mislim, da so hitrejša, no, tudi če bi vzel top kolo izpred parih let, pa top kolo zdaj, pa ga dal enega, vse v nulo ga postavil, a ne, da je oba kolesa, da sta njemu v nulo, bi bil na tem današnjem kolesu hitrejši, no.
glih tukaj sem hotel začeti to debato, da eno je, se pravi, ta prvo na kolesu, kar je treba pogledati, je logično, da se kolesar dobro počuti, pa je treba narediti položaj tak, da je v redu za njega. Pol pa z leti se pa, rečemo tudi ti, ki si začela kolesariti pa jaz sem imel čist drugačen položaj, kot ga imam zdaj. Ja, se spreminja. Spreminja se naš telo in jasno se pa tudi spreminja položaj. Ja, pa rečemo tudi na začetku sezone, to so šla mislim v prejšnjem podcastu, pa s tem, ko sem šel na Jezersk prejšnji vikend, so se pogovarjala. Pač jaz na začetku sezone, jaz se ne morem toliko aero držati, kukar pol, ko imam 4-5 kilometrov ali pa zdaj, ko imam Jurija v Riti, se dosti lažje držim tako bolj aero pa bolj dol, kukar pa na začetku. Na začetku me vse boli, pač rabam nekaj časa, da se prvadim. Mogoče ena od stvari, ki si jo lahko narediš, je pač to, da delaš malo več vaj za kor pa za moč in potem se lahko tudi že od samega začetka lahko voziš tudi bolj aero, ne? Ker recimo, pa spet je odvisen od vse spet od človeka. Recimo meni se ful paše dol držati, se zelo rada dol držim. Tudi te opazujem, mene ljudi se praktično držijo ogromen dol v nizke položaje. Zanj sem videla enega, je bil čist dol spognen. To je tudi stvar spet tako, ne. Tukaj moraš malo bolj, kot smo mi v rekreaciji, bolj samega sebe poslušati, pa se voziti, kot ti paše, ne. No, da se še vrnem klele na kolo. Zdaj, novodobna kolesa so hitrejša od tistih starejših, je pa dosti bolj pomemben, se pravi, vaš položaj na kolesu. In to, kar pride na vsake 2-3 leta, zdaj jaz najbolj poznam Pinarello, ne. Ta nova dogma je zboljšala drag za 0,25%. Se pravi, to za nas rekreativce ni nič. Se pravi, a kupaš dogmo 2024, a kupaš 2025, je praktičen o hitrosti na cesti je praktično isto. Razlika je v sami teži kolesa, pa potem estetsko, kako so pač novo dodelali. In zaradi tega pač se kup v dostih primerih pač novejšo, če v ceni ni neke bistvene razlike. Tako da nov, kdo misli, da so te izboljšave, da jih rekreativci jih dostikrat res ne opazimo in tako, ko gre ta marketing vseh brandov, ne, ni nujno, če so res minimalistične izboljšave, da bomo mi sploh karkoli občutili na kolesu. Šele pol, ko se res, ne vem, jaz zdajle, ko dobim kolo, ko bo kar nekaj lažji, ne, tam bi mogla biti pač ta razlika. Če imaš pa ti, ne vem, nov kolo pride ven, 60 gramov lažji, pa drag zboljša že 0,25%, je pa praktičen, pač je zelo malo razlike. Ti lahko obstoječe kolo, ko ga imaš, lahko narediš na to, da ti je bolj udoben, pa tudi ali pa v bolj aerob se položaj spraviš, ne rabiš niti mogoče novega kolesa za to čisto nujno kupiti. In zdaj, ko se glih v položaju, ti si šla na bike fitting in po bike fittingu si zdaj zamenjala sedežno oporo, pa mogoče... Pa sedež. Pustimo sedež. Ne barvo, širino. To sem se kar včeraj mi prišla pokazati, kakšen grd sedež, to je pa noro. Dobar, ne bom komentiral, ampak bolj me zanima sedežna opora, pa mogoče lahko ti več poveš o temu, zakaj si se odločila, da si zamenjala sedežno oporo, kaj prišlo do tega, kaj sta se na bike fittingu pogovarjala, no. Samo to, da bojo ljudje vedeli. Ja, kako lahko v bistvu obstoječ kolo, ne, dejansko narediš tudi, da ti je bolj udoben, ker jaz zdaj počutim veliko bolj udobno na kolesu. V bistvu bilo je tako, da jaz sem bila na kolesu nekako na tem obstoječem, ki ga imam in zdaj jasno tudi s tole balanco, ki je integrirana in sem toliko draga sama po sebi, se ni dal več kaj dosti spreminjati, ročke same so se dvigalne, zato da sem se jaz približala, nismo pa mogli sedeža dovolj pomakniti za to originalnost, no, s to posedežna opora, kako je to, -2 ali kako se temu reče. Ja, da je brez setbacka. To pomeni sedežna opora, ki gre naravno zgor. Ta je zero, uno je pa neki 2 zamaknjena nazaj. Ene so ravne in gre takoj sedež gor, ene so pa tako zakrivljene nazaj. Tako, no, in ta dogma ima v osnovi v originalu to zakrivljeno, kar tudi
lepo zgleda, se to ni kaj za reči. Ampak tukaj se ni dal več sedeža naprej pomakniti do tega kota, kjer bi jaz lahko izkoriščala, se pravi, pritisk na pedala, tako kot bi mi pasali, in jasno posledično, če ti navrtiš navzdol, vrtiš naprej, te malo lahko bolijo kolena, malo kolki, ne počutiš se tako, kot bi bilo treba. Nazaj te vleče, rit ti nazaj potiska. In s tem pol sem pa rekla, če sem to namerjena, če sem se že šla ta fitting, gremo to sedežno oporo nabaviti, ti si mi jo lepo zrihtal od Maxi Športa, tako da mislim, da je to super, da so lahko to dobile, pa še na zalogi je bila. Tako da zdaj imam pa sedež točno na taki poziciji, kjer je, in se pozna, res se ful pozna. Jaz zdaj sem na kolesu dejansko veliko bolj skupaj, zdaj mogoče bi kdo rekel, da sem mogoče zato pa dvignjena gor, ampak nisem, zaradi tega, ker smo tudi sedež dvigali s tem, jaz sem ostala dol položena in jaz se lahko zelo lepo zdaj veliko bolj dol spustim na kolesu, lažje, komolce upognem in pridem tudi v veliko bolj aerodinamično pozicijo, kot sem prej lahko prehajala, ker prej, ko sem se hodila dati dol v aerodinamično, je meni avtomatsko rit nazaj potegalo. Imam pa sedež tudi veliko širši, tako da tudi sedež svoje naredi, da ne mora več nazaj izdrseti. Zdaj imaš 150, ne? Zdaj imam 150. Ok. Pa je še kjera taka lastnost, ki, ne vem, bi jo rečemo spremenila na kolesu, oziroma kako misliš, da kakšni, ki hoče imeti udobnejši kolo, kako lahko prilagodijo? Sigurno je eno je ta višina sedeža, pa pozicija sedeža, koliko je sedež naprej pa nazaj pomaknen. Druga stvar so ročke. Tukaj se da tudi veliko narediti z udobjem, če so ročke prenizko. Moram reči, da opažam tele gospode, ki so malo starejši v letih, že jim prav dinozauri, da oni imajo vsi veliko nižji ročke, kakor so mogoče danes vozijo, tudi v pelotonu. Moram, da bo praviti. Ne pravim, da so oni dinozauri, ampak razmišljajo kot dinozauri. Dobro, vse to je isto. Vse je dobro, vse dinozauri so lušne živali, tako da čisto ok, ampak jaz sem jih obožvala kot otrok. Ampak tako da meni so všeč ti moji dinozauri okoli mene, ampak imajo pa res, pri velikih vidiš, da imajo ročke nižji, kakor se danes vozijo, kakor se pač jasno študije so šle naprej, pokazale so se določene stvari in mislim, da kle z ročkami, malo dvignenimi ročkami, malo not ukrivljenimi, če se da, da pride tudi do veliko večjega udobja. Glih ta gospod zdaj, ki je bil, ki si ga tih nama poslal ki je 2 kolesa pripelil, smo mu tudi ročke, 2 kolesi, pardon, gospod profesor slavist Anže Šerin. Se opravičujem. On je recimo, smo mu tudi dvigalni ročke in je takoj prišel že naslednji dan in rekel, kako je dobro, kako je tako, mislim. Pa tukaj pride jasno, tudi jaz mislim, da z leti, če se tako opazuje, ljudi, kar je tudi logično, jasno, zaradi same pač jasno, kosti, križ, hrbet, vse skupaj nas začne boleti, tako ali drugače nas bo. In mislim, da se vsi malo te gospodje in verjetno tudi gospe, malo dvigujejo na kolesu in s tem se v bistvu potem jasno, mogoče se dvigne od spredi tudi, se pravi balanco višji, in to je vse večje udobje. Je pa res, da tukaj zdaj eno je gledati, a hočeš dobiti večje udobje, hočeš dobiti večjo aerodinamiko. Zdaj to pri mladih je pa to druga stvar. Pri mladih je treba pa čim bolj prideti v to, jasno si vsi želijo biti čim bolj aerodinamična pozicija, tam je treba pa mogoče sploh na začetku, če se daš v bolj aerodinamično, malo potrpeti, pa tako, kot si ti rekel, tekom sezone, več, ko se voziš, lažje ti bo. Sej sem glih, ker sem vedel, o čem se bo pogovarjala, sem kar zdaj na teh 2 dirkah, ki sta bile prejšnji teden, sem kar orang spremljal, kakšen imajo položaj, in pri kolesarjih, pri profijih se res vidi, da imajo ročke bolj dol, noter, čisto odvisen koliko kjer, ampak to je tudi zaradi tega, ker orang ležijo, veš, zdaj se položaj so prepovedali, da dajo komolce gor na balanco, in zdaj pa v bistvu da ta del roke, da na krmilo gor in ima v bistvu zato ročke naprej, zato da je večji del rok lahko pač tako na krmilo. In pač logičen pa pri njih, tako kot so prej omenila, aeropoložaj je dosti bolj pomemben, kakor pa aerokolo. In
pač pri njih se pa še toliko bolj pozna, ker večja kaj brzina, bolj je tista aero pač pomemben in če si ti v ta najnižjem položaju možen, ne, pa da tako lahko kolesariš, ne vem, uro, dve, je to pa že bolj pomemben in ja, pri njih to igra vlogo. Zdaj za rekreativce, jaz vedno je boljš imeti udoben kolo, se tako najprej dobro počutiti, ko pa začneš delati, ne vem, vsaj 5000 km na let, pa se mogoče lahko začneš malo igrati. Se pravi, da jaz mislim, da je najprej sigurno in kot rekreativce morate najprej odločiti, da hočete imeti udobje ali aerodinamiko in meni je tukaj tudi logično, da kot sem rekla, z leti se te stvari spreminjajo in sigurno en mlad človek pred 20 ali pa še mlajši, če je res kolesar, da je veliko kolesar, da ima tudi telo se prav pripravljeno na take te aeropozicije, pol je sigurno mu bo tudi udobno v aeropoložaju, ampak z leti, ko bomo pa če je nekdo, ki je začel pozan kolesariti recimo, ne, pa hoče iti v aeropoložaj, to je meni to je najbolj neumno, da začel pri 40 ali pa še celo kasneje kolesariti in zdaj bi bil ti rad v aeropoložaju. To je itak, da te vse boli. Tukaj poslušam recimo ljudi, ki niso kolesari, kako se vi sploh lahko držite na takem kolesu. Jaz sploh ne bi mogel sedeti na takem kolesu, meni bi vse odpadalo. Ja, sej, zato pa greš na udoben. Tudi udobna pozicija se da narediti tudi na specialki. Evo, položaju so zdaj kar dosti povedala. Zdaj še ne par stvari, kako se pri udobju največ dobi, po moje, da so pač tiste najbolj udobje na kolesu so pol gume. Se pravi, koliko se pumpa, stara šola, spet dinozaver razmišljanje, to je še 7 barov, 8 barov, zdaj pa so ugotovila, da se pumpa orang manj, ne vem, jaz pa imam 95 kil, pa pumpam... A še zdaj imaš toliko? Še več. Da je že skuši, čak, da vidiš ti ta nov tehtanje. Franja bo čez 2 meseca ali koliko je že skoraj. Se pravi, jaz pumpam sprednjo 4,5, zadnjo imam pa tam okrog 5 barov, pa imam 30 mm imam plašč, pa teli obroči so pa 20 mm širine, ker zdaj glih, ko sem šel v Maxisport, je ena gospodična gospa je bila pač noter in je spraševala, koliko more pumpa, da je en profi kao rekel, da lahko pumpa, ne vem, 3 bare, ne? Ker je pač to lahka. Jaz tako gledam, ja, samo on ve, kakšne imaš ti obroče gor, koliko imaš širino obročev, mislim plaščev itd., ne? Ker če tega ne veš, ne moš kar enemu reči, ja, daj pumpi to 3,5. In mislim, da je rekla, da je probala enkrat in da se je izdel, da je čist premal. Logično, ker je pač plašči niso bili... Ja, 3,5 je res malo, ja. Skoraj praktično na vseh. Tako da, v bistvu, kar sem hotel povedati, je, da si poglejte od proizvajalca, se pravi obročev, koliko imate širino, pa kakšen imate plašč gor. Se pravi, širši, kot je plašč, manj načeloma lahko pumpate, ožji, kot je plašč, več boste mogli pumpati. Je pa tako, da tudi tisti, ki imate še 25, če imate navadne zračence, je res, da boste pumpali tam od 6,5 do 7 barov še vedno. Takoj, ko greste na TPU zračence, je pol bara do 1 bar manj. Pa če gremo pa tubeless, je pa ponavadi lahko še manj od tega. Tako da to je zelo hiter pristop. Toliko sem jaz pumpal pri 90 kilah, rečemo. Ja, mi dva tudi imava, oba dva. Mersat ima sicer 30 širine, oba dva imava okoli 5 barov. Jaz imam 28, ampak imam tudi, tako da ima oba dva okoli 5. Jaz včasih malo zatežim, da mi malo več napumpa. A pa se ti zdi, da se boljš voziš? Ja, ne vem zakaj. Ne vem, jaz čutim razliko, kaj je premalo guma napumpana in pol. Ne vem zakaj, jaz imam tako občutek, da začne mi plavati kolo, da me kolo fedrira in mi ta občutek ni všeč. Recimo, da potegnem na klanc in da ko začnem pritiskati, imam tako občutek, da me malo nazaj in zdaj mi ni všeč ta občutek. Tako da ponovadi pol imam jaz mogoče vsem za 1,5 bara več, kot bi lahko imela. No. Okay. Ampak to mogoče mora vsak malo sam probati. Ne sem probala z manj, z več tam in... Ja, kaj jaz pa zdaj
grem če dali manj. Se pravi, jaz vam sprednjo je imam pa 4,5. res, ko pa se spuščaš, a ne, pri spustu, pa pri ovinku, ko greš v kakšen ovink, tam pa spet čutiš glih zaradi tega, verjetno ne, tako rečem, da je ta občutek tega federiranja, ko greš v klanc, ne, ko pritiskaš, je pa to jasno, to federiranje, ta občutek federiranja pa ful dober na spustu. Se je tako, mogoče bi se mogla sam navaditi, no. Kle, ko so prej omenila položaje, ne? Zdaj smo vsi malo bolj naprej postavljeni. Jaz sem letos opazil to, kar sem na kolesu, da zdaj, ko imam bolj naprej položaj, da na spustih sem malo bolj naroden, tako da tisti, ki ste postavljeni bolj naprej, pazite, da boste na spustu še vse en položaj prestavili oziroma probali prestaviti čist malo nazaj, se boste dosti bolj stabilno spuščali. Sploh tisti, ki želite biti malo bolj divji nadol, je to še ena taka stvar. Jaz kar odsvetujem, da ste divji nadol. No. Sej bodite divji nagor. Ja, to je boljše. Jaz teh variant, da se dol spuščajo, jaz sem se zdaj, ko sem se vozila s telimi pogi in sem gledala, kako so se fantje dol spuščali, sej super krasen, jaz vem, da morajo oni tudi trenirati malo na spustu, ampak to je cesta, ki je bila res prometna, je veliko avtomobilov in eno je biti na dirki, a ne, ko veš, da bo cesta prazna in se ti lahko spustiš dol po levi in po desni in na vse strani. Drugo je pa, ko se avtomobili vozijo gor po nasprotni strani, včasih mogoče zelo malo levo, ne preveč postavljeni in tako. In hitro lahko pride do nesreč, skozi poslušamo o teh nesrečah kolesarjev, sploh med treningi in tako, in res jaz vsem, ki se vozite po teh cestah, ki so znane, a ne ceste slovenske, in tudi jasno, če se vozimo kolesari, se vozijo gor tudi avtomobili, se vozijo gor tudi motoristi, in da ste previdni na spustu, bodite čim bolj na svoji strani ceste, ne glede postavljati komov navzdol, dajte jih res rajš navzgor, probati saj svoj kom postavljati. Saj tam, ki jih imam jaz navzdol, ne niti poskušati. Ja, sej, zato pa pravim, da so to tako, no. A imava še kaj, kar se tiče udobje na kolesu, bi ti pa aerodinamika, bi kaj še izpostavila, kaj tazga, ki si slišala, da se Oran govori? Ne, za samo kolo, da bi prav kolo, samo kolo lahko še kaj spremenil dosti, da bi bil bolj, se boljši počutil, ne, so pač potem druge stvari, nekaj jih moraš še na sebi spremeniti. Ampak kar se tiče pa samega kolesa, mislim, da tehnično se pa tukaj najbolj ta udobje pridobiva, no, da si, če hočeš biti udoben, pa se ti zdi, da te bolijo karkoli, še vedno spravim, najprej mogoče je vsem bike fitting, a ne varianta, če imaš res zelo težave, da te ne vem, neki mravlinč pa boli, pa da greš na bike fitting vseeno. Če pa nimaš nekih groznih težav, pa bi se morat kaj preizkušal, pa probaval, pa so pa to, tako kot sva rekla. Sedeš malo gor, dol, sedeš naprej, ročke gor, navznoter, in so to ene take stvari, ki jih lahko malo sami sprobavamo, gume, zračnice, in se malo s tem človek igra. Če imate čas, pa če bi radi kaj izprobali novega, so to variante, ki jih lahko počnete na kolesu. Jaz bi kle sam še vsem poudaril, bike fitting ni 100%, tako ko vas nastavijo, tako ostane. Tudi z leti se malo spreminjamo in to je, rečemo, bike fitting je zelo dobra osnova, od kjer se lahko pač malo, če želite, tudi sami igrate, ni pa to, če se ne počutite dobro, ne vem, po enem mesecu, ko se vozite, ni nič narobe, če si pač malo sami prilagodite. Jaz pa sem šel že kar na neki bike fittingov, pa prvi občutki so bili vedno v redu, ampak pol, ko sem nekaj časa kolesaril, sem si vedno mogel še malo sam ponastaviti. Ja, slejka prej ti. Sploh, če si veliko na kolesu, ti jasno slejka prej neki ne začne odgovarjati. Ne? Ja, tako da sam tokno, da veš, ker ljudje mislijo, grejo in zdaj moram biti tako. Ne, vse imaš različne, eni mislijo, da je tako, more biti, drugi mislijo, da je to brez veze, ampak ja, sigurno je bike fitting ena osnova, pa mislim, da za enega, ki je čisto razštela na kolesu, mu to zelo veliko lahko spremeni. Za tistega, ki pa bo, če pa kakšen mi reče, saj jaz nimam nobenih težav na kolesu, pa ne iti na bike fitting, pa brez veze, pa nimaš kaj hoditi. Definitivno se pa svetuje vsakому, ki je nov kolesar. Se pravi, takoj kupite nov kolo na bike fitting, če greste na določene bike fittinge, vsaj jaz svetujem še celo, da greste pred nakupom kolesa, zato ker se točno pol ve, kakšen kolo, kakšna dimenzija, širino balanca, kakšen sedež se potem kup,
že v osnovi in ne rabite nič vi pol menjavati, ker pač takoj izuzamete unih 200 evrov, kad date za bike fitting ali 250, boste v bistvu prej nazaj noter dobili, ko boste kupovali kolo. Ker zdaj balance integrirane, sedeži, to se zdaj že toliko drago ratali, da se unih 200-250 evrov se kar hiter pač dobi nazaj, če se naredi bike fitting. No se pa da, ker zdaj tudi da se marsikaj narediti. Zdaj ta velikost okvirja ponavadi, če poslušaš prodajalca, ker znajo že danes prodajalci ti dober svetovati za velikost okvirja. Je pa tudi dosti prodajalcev, sem tudi slišala, da dajo možnost, ko kupaš kolo, sploh če je malo višjega ranga, celo ti, ne vem, greš na fitting, ti dajo 2-3 opcije balans, ki bi bile zate najbolj primerne, pa ti potem na fittingu nekako preizkuša. Sedeže imajo tudi na fittingu neke variante, ki jih lahko pol tudi tam izbiraš, ne, oziroma tudi ne rabiš sedeža kupiti, ne. Tako da pač ja. Danes so tudi prodajalci ugotovili, da je boljši biti malo fleksibilen do kupca, ker če ni kupec zadovoljen, pa ali tako je brez veze. Ja. No, iz tega naša kolesa zaradi tega glih pridejo vsa brez sedeža, zato ker sedež je po moje najtežji je zbrati sedež sploh pri novemu kolesarju, ki ne ve, kaj mu ustreza. Eno je to, da ga je najtežje zbrati, drugo je pa to, da dosti ljudi potem sedež, ki ga dobijo zraven s kolesom, kar furajo, ne glede na, če vejo, da jim ni dober, to tudi jaz poslušam, ne vejo, da jim nekim ne sede, jim sedež ni dober, ampak zdaj so toliko dali za kolo in jim je pol težko še kupiti en sedež, a ne spremeniti in ta sedež dati stran, ker nov sedež ne gor dobiš. In to dostikrat poslušam, ne, od ljudi, ki so kupili nov kolo z vse sedežem in pa pravijo, sam sedež bi pa jaz kupil nov, jaz sem dal toliko za kolo, pa ne bi zdaj še nov sedež kupoval, a ne. In zato se mogoče najbolj kupiti točno to kolo brez sedeža. Je pa res, da veliko koles, sploh ta nižji pa sreden rang so tako že. Dobiš ti sedež zraven. Mislim se tudi višji, če se ga ne sestav glih po meri polja. Okay. No, tudi tako je. Ti si bila s Pogi, a imaš kakšno še zapovedati, kar se tiče ne, meni lahko povem, da meni je bilo ful dobro, fantje so bili res taki, so še zelo mladi, no. To je res še zelo mlado, igrivi, ampak malo neposlušni na momente, ampak to jih bojo že trenerji ukrutili. Imajo super trenerje, zelo simpatične, zelo fajn fante, tudi tako moram reči glede treningov, jih potem kar na realna tla postavijo. Tudi jaz sem tale video, ki sem ga pripravila, tu video se vidi, kako jim po koncu treninga trener daje navodila, jih popravlja, jih okrega, kaj ni bilo prav narejen. Veliko se pa vidi fantov, da so športniki, da imajo en red, eno kulturo, so zelo prijazni, znajo pozdraviti, znajo odzdraviti, ves čas so gledali, če sem še zraven, če se jih držim, če še nisem odpadla, tudi ko sem mečkam zginila na moment, so me počakali, zginila sem bolj zato, ker sem nekaj se s kamero igrala, pa sem jih malo zgubila, ampak ja, super fantje so bili, no res, tako kot sem že dostikrat v videu to ponovim, tako da mi je bilo to predvsem všeč. Sam trening je bil pa lušen, se pravim, kle se še mečkan igrajo, zdaj so še vsem to mlado, tako da bi šla mogoče na trening s še starejšimi mladinci, sploh mogoče zdajle, ki še nimajo oni toliko težke sezone, ker tam bi bilo mogoče še to malo bolj zanimivo videti. Ja, da best, video bo do nedele, enkrat ta teden bo zunaj, po moje prav v nedelo ali pa v soboto bom videl, tako da jaz že komi čakam, da si tudi pogledam, danes me čaka editiranje, tako da ja, sej ni nekaj hudega. Imela sem težave s kamero, ki me je Mersat gor nastavil, pa jo je narobe obrnil, tako da pol nisem v bistvu mogla snemati iz kolesa dol. Sem jo mogla odšraufati, pa jo dati v žep, pa sem hotela pol popraviti, pa sem pa en šrauf zgubila, v glavnem. Važno je, da si posnela, na koncu je bilo posnetno. Da boste vsi videli, kako trenirajo juniori. Jaz dobim v petek prideta Taja pa Emilija na podcast, tako da prideta iz Pika tima, tako da to bo v začetku naslednjega tedna pol še ta podcast zunaj, pa se bom jaz še probal zmeniti, da grem z njimi kdaj na furo, pa da vidim, kako bo to. Pej čim prej, dokler so še treningi normalni. Dokler sem še jaz orang slepa, ne? Ti navšen kol boljši. Pa kom.
Evo, nič. A imamo še kaj? Ne, to je to. Dobar. Tole je ena nagrada, druga nagrada. A boš? Tretja nagrada. Komentirajte spodaj, kdo bo zmagal Milan Sanremo, pa bomo zbrali 3 žrebance. In to je to, tisti, ki boste pa ugotovili, kdo je zmagal, ste pa skoraj ziher zbrani. Razen če v Pogačar, boste si Pogačar pisali, pa bomo pač žrebali. Ja. Tako da... Soboto se vidimo pri nas v lokalu. Ja, pridite v soboto pridite Milan Sanremo gledati, ziherlo v 10. Runde so pa čez 14 dni, tako da ja, tisti, ki se še niste pripravili, še nimate velobar ali pa approved majčke, še to hitro nabavite, da bomo vsi lepi na rundah. Tako da, imaš kaj? To je to. Čau. Dio. Evo.